pa greš? Ne. Greva, Aljoša. Mama šla na dopust, veš, pa je rekla, če bi lahko našla enega strokovnjaka za tisto počeno šipo na njenem balkonu. Moram jaz nujno zraven. Škaj vedno praviš, da te moja mama ne upošteva, zdaj imaš krasno priložnost, da se izkažeš. Greva. Ti to lepa bila ena nevihta, Veš kaj, pet po fotoaparat, da narediva neki fotk za mojstra. Tam na nočni umari je od mame. Aljoša! Ja? Pa meter prnes! Kaj? Tako, mama ima na nočni omarci knjigo, zraven pa baterijo. Naj ne bi mi dva ene lučke kupila. Ne morem verjeti, zdaj ni nič preklopila normalnega. Samo veš kaj? Morava paziti, kakšna bo. Dober dan. Dober dan. Gospod Brolih? Ja, prosim. Živijo, Mojca, dober dan. Tole smo zlomili. Ne vem, a se bo dal popraviti. Malo je počel. Ja, seveda. Kaj bi vi lahko to sem pripeljala ali mi pridemo iskat? Ne vem, kako je običajno za take stvari, nimam izkušenj. No, običajno to se mora narediti v delavnici, ker so pač te naprave in lepljene in dokler silikoni ne prime, ni prijetno, ni dobro, da se transportira, prevaža. In se pravi, da bi mi vi dostavlja ali pa mi pridemo iskati in vam to popravimo. Ma bomo dostavili, vi imate tako zanimivo delavnico, kaj pa počnete vse tukaj? Od vsakodnevnih popravil, eventualnih potreb oknih, ravno tako izdelava termopana, ogledal kaljenega stekla, določenih vitraž in to je vse pač naša dejavnost, s katero pač se ukvarjamo. No, če govoriva recimo o ročnih spretnostih, je veliko finega dela? No, danes ga je veliko manj, kakor je bilo, recimo 30-40 let ali pa recimo tam 50-60 leta. Takrat je bilo treba imeti še večje. Dočin danes stroji naredijo 80%, 20% so potem naše ročne spretnosti, vse drugo je pa danes veliko lažje in drugačnejše, kakor je bilo. No, stavbno steklarstvo se je sicer moderniziralo, ampak iz čiste nostalgije lahko pogledamo, kako so včasih menjali stekla. Sicer delali se to že recimo tudi 100 let, pred 100 leti. Tudi tole okno je staro vsaj 100 let, ne? No, sicer je malo manj, pogled je pa zelo blizu temu. Globoko iz prejšnjega stoletja. Tako je. Aha, in najprej so steklo... In ko je steklo razbito, je treba odstraniti kit, na kar je utor čist, se odreže steklo, se ga vloži v ta utor, nato ga fiksiramo z plehi, tako imenovanimi štifti. V nasprotnem primeru vedno odpada in seveda je to neprijetna stvar. No in bi jaz zdaj vam še pokazal, oziroma to okno za kitom, ki se pa nanese kit. No in to je to okno za kitono, ki ga lahko stranka dvigne v najkrajšem času ali po želji. Kot novo. Dobar dan, prosim gospod. Stekla pa imate? To pa. A kaj nimate? Skoraj da ne. Mene zanimajo svetilke. Želel bi kupiti eno svetilko na mizno za mamo od prijateljice. Kaj posebnega? V bistvu ne vem kaj, če mi lahko malo razložite različne tipe, ki jih imate. Tukaj pa govorimo o posebni lučki. Način izdelave se reče vitraž. Vitraž. Vitraž pa je? To oni, ko delajo, imajo nek poseben modul, po tem modulu sestavljajo iz vsakega dela posebej, pri tem morajo pa seveda paziti, da se del ujema z naslednjim delom, zato da na koncu lahko lepo sestavijo. Ročno delo? Ročno delo, to je ena redkih luč, katera je še ročno izdelana. Odlično.
Upam, da ji bo všeč. Pred nekaj dnevi sem kupil svetilko, Ja, vitraž v tehniki Tiffany lepo. in sem vitraži začel zanimati. Mogoče bi mi hoteli kaj povedati. Ja, sploh ni problema. Lahko ti pokažem osnove Tiffany tehnike, pa boš kar sam probal malo zrezati, da boš dobil občutek. Zdaj bomo to osnovo dali na zeleno steklo, ker ta bo zelene barve. Ne? Kar potegnem. Tako. Tu je H profil, svinčeni, in ga dejansko samo oblečemo po obliki stekla, pa dodamo drug konček stekla. Tako, to je svinčena tehnika, samo v današnjem času se ta tehnika praktično ne uporablja, razen za popravila starih vitražev, in bomo mi dva raje naredila Tiffany tehniko, ki je bolj obstojna pa bolj kvalitetna. Tu je bakren trak, samo lepilni trak, kar probaj, bo vsake eno oblimala. Takole in gremo po liniji. Zmeraj merkaš, da je zadeva na sredini. No, vidiš, se že znaš. Takole, naslednji korak je, da zalijemo steklo med seboj. Prvi treba s kislino, da se prime. Takole, vzamemo košček cina, pa spajkalo. In to zadevo lepo zalijemo. Eno stran bom jaz, drugo stran boš pa probal, da boš dobil občutek. Ne? Izvoli. Najprej s kislino. Izvoli, pa od začetka do konca. Bolj enakomerno, ko vlečeš, lepši bo spoj. Zadnji korak pri vitražu je pa, da še zadevo spatiniramo. To je pa določena kislina, pravimo ji patina, ki da vitražu barvo, pravo barvo. In tako lahko nadaljujemo vitraž do raznih zahtevnih vzorcev, sicer traja bistveno dlje, ampak končni rezultat bi bil isti. No, zdaj, ko si pa Tiffany tehniko izdelave vitraža spoznal, bi ti pa pokazal še na brzino izdelavo v fuzijski tehniki oziroma taljeni tehniki. Bi kar eno tako mehno skletco naredila, da si boš predstavljal, pa bi kar oba. Aj prav? Ok. Kar izvoli. Takole. No, to je zdaj peč za taljenje stekla. Bo tole fuzijo naredila. Tu je glinen model, na kateremu se bo steklo stopilo. Takole, zdaj smo zadevo postavila noter, zdaj se bo oblikovalo po tem modelu, kar zapriva. Janko, a mi hočete malo vaše dele pokazati? Lahko, tle imamo enih par bolj takih zanimivih izdelkov, včasih kakšnega slikamo. Tega smo recimo naredili v pekarni v Grosuplju, to je 3,5 metra pred 2 metra. Tu je sončna ura v Škofji Loki pri Kapucinih. Kaj zahtevne stranke? Različno. Včasih imamo cel raj, da so stranke zahtevne, tudi mi kaj novega probamo. Tako da se tudi dejansko mečkaj naučimo zraven. No, zdaj se je peč pohladila, pa pogledamo, če nama je uspelo. Jaz se pa prav dobro počutim v tem zastekljenem delu galerije. Se mi zdi, da tale pogled ven in pa na umetnine hkrati, to je res dober koncept, se ti ne zdi? Vse tako diha. Ja. Pa umetnine za spremembo niso neki betonski hodniki. Ti, ampak se mi zdi, da je steklo v moderni arhitekturi zato tako popularno, ker je eko. No, to je v bistvu en najstarejših naravnih materialov, ali? Pa tudi dobro izgledajo ta velika okna pa steklene fasade, ne?